Zura. Ma kaj je tu moda? Ne moreš verjeti. Nujno rabijo modno policijo. Še zlasti Max. O moj bog. Meni se zdi pa kar simpatični. Koliko si pa ti stara? 8000 let. Tam nekje, saj ne vem točno. Kako? Ne veš, da imaš rojstni dan? Oprosti, mala, a misliš, da se boš ti čez 8000 let še tega spomniti, da imaš rojstni dan? Zakaj jih pa tako gleda? Meni se zdi malo čudna. Sem vama rekla, da to izvilo ni dobra ideja. Meni se zdi pa ful prijazna. Pa še kar dobro izgleda za svojo starost. Vama povem, da smo imeli še srečo. Glede na to, da sem njeno številko našla na viharu. Pregled opravljen. Zdaj lahko... Kakšen pregled? Prepričati sem se hotela, da nimajo na sebi kakšnih zaviralcev urokov. Zaviralcev urokov? Ja, zaviralci so predmeti, ki lahko preprečijo urok. Različni amuleti, močaradove zapestnice, srečne gate. Ne bojte se, gospa Vila, ti modeli še niso na tem nivoju. V življenju si še zajtrka niso sami pripravili. Kaj šele, da bi si priskrbeli zaviralce urokov. Poglejte, punce, jaz sem profesionalka in ničesar ne prepuščam na ključu. Torej, kje smo že ostale? Ti povej, Anabela, ne ti nam, bogoč jaz. No, naročile bi en manjši ljubezenski urok. Po drugem paragrafu zadnjega bilinskega zakonika iz leta 1668 so vsi ljubezenski uroki prepovedani, skoraj izgube bilinske licence. A vam to ni znano? Potem je pa vse brez veze. A lahko dokončam, ko sem hotela povedati? Ker pa ste na srečo poklicali najboljšo med najboljšimi, še ni vse izgubljeno. Poznam namreč kar nekaj lukenj v zakonu. Kakšnih lukenj? Kakšen zakonu? Anabela, pa pusti, da povedal konca. Hvala. Torej, vem, da bi radi tak urok, da bi se tile modeli totalno zaljubili v vas. Kako to veš? Kako? Pa saj je vedno isto, že par tisoč let. Ampak kot sem rekla, ljubezenski uroki so žal prepovedani. Vse tiste zmešnjave z Romijom in Julijo. Kaj? A to z Romijom in Julijo je bilo tvoje maslo? Samo ne sprašuj, še zdaj me zaboli želodec, če se spomnim. Včasih se kakšna reč pač po nesreči. Povej, a je bila Julija res tako grozno lepa? Pa daj mir, Anabela. A ne vidiš, da ima travme? Kaj, a še vprašati ne smeš? Ja. Jaz sem hodila samo... Nehajte! Torej, gospa Vila, mi mislimo, da mi nas končno že lahko kdo povabi v kino ali na sprehod in nam povedal kaj romantičnega. Vse druge punce iz našega razreda imajo na Facebooku status, da so v vezi. Vse! Razen nas treh. No, potem se pa lotimo delo. Če združim urok za oboževanje čokolade, urok za ljubezen ptičjega petja in nišasti živali, učinek skoraj enak ljubezenskim urokom. Super! Tole je čisto moj izum in prav ponosna sem nase, da sem si tole izmislila. Samo punce, ne govorite tega urok. Ne, kje pa? Samo še šifro roko tipkam 903. Zakaj pa rabiš Handy? To ni Handy. Zgleda že, ja, ampak to je zadnji model rokovnika. Sem mislila, da vile uporabljate za čaranje čarobne palice. Ja, ljubica, ni vse res, kar so Hollywoodi izmislijo. Anabela, zdaj imaš čas, nišče ne bo opazil. Ne vem. Pohiti, no? Ne, nočem. Strah me je. Včeraj si govorila še čisto drugače. No daj, poljubi ga že. Zadovoljna? Ja. Dobre, punce, to je to. Želje ste porabile, uživajte, pa ne kličite me več. Počakajte, gospa Vila, kako pa veste, da se bodo fantje zaljubili ravno v nas? Torej, v žepljem dajte en svoj predmet in bodo tako zaljubljeni, da še zase ne bodo vedeli. Prav. Sem že. Petro. No ja. A ste že, nimam cel dan časa. Še malo. Kačano. Zdaj jih moram samo še odčarati nazaj. Vidva sta v Nacetovi sobi. Vidva sta v Nacetovi sobi. Nacetovi
Nacetova soba. Nacetova soba. Nacetova soba. Nacetova soba. Nacetova soba. Pazi, pazi. Nacetova soba. Pazi, Nacetova soba. Nacetova soba. Adio. Ja, mami. Adio, mami. Kaj pa je hotela? Tu. Ja, tvoja mama. Pazi, en striljanater. Meni se zdela malo živčna. Kdo? Ja, tvoja mama. A res? Ja, res. Po mojem ima v službi stres. Pazi, pazi, sovražna ladja. Servus. Halo, zemlja kliče. O, Max. Pa kaj gledaš naokrog? Umov si na istem mestu kot prejšnjič. Fanta, jaz se po tem, kaj se nam je zgodilo včeraj, ne bi več igral zdravjem. A naj spet misliš morit svojimi pravljicami? Da te niso slučajno meni starši podkupili, da nam pa zagnusi s računalniške igrice. A se res ne spomnita? Včeraj nas je sledi igre, nekaj posesalo v drugo dimenzijo in tam so bile naše sošolke. Katere naše sošolke? Ta Brihne, pa še na Coprnica je povedala zraven. Coprnica? Ja, Coprnica. Rekla, da je stara 8000 let. No, slušaj, kako pa izgleda 8000 let stara Coprnica? Pa saj je vse tako izgleda. Mi smo bili kot kipi, čisto v kameneli, samo oči sem lahko premikal. Jaz se nič ne spomnim. Pa to si sanjal, stari. Nisem sanjal, časno. Coprnica je izvajala nekakšno rok, a Nabila ti je pa naskrivaj poslala poljub. Meni! Zakaj pa meni? Pa kaj si panični? Vse se mu samo sanjalo. Pa vseeno me zanima, zakaj je Anabila v njegovih sanjah mene poslala poljub. Kolikokrat naj vama še povem, niso bile sanje. Vidva sta igrala Fortnite Battle Royale, jaz pa se snimal s telefonom in nimam rep. Potem pa je nas kako vleklo v drugo dimenzijo. Ja. Direkt k puncam. Ja, itak, kot v tistem filmu o astronautu. Čakaj, Max, ti si to vse snimal. Potem lahko ugotovimo, kaj se v resnici zgodilo. Ej, totalno kul, daj pokaži. Sem že vse naložil na YouTube. Gledaj, 12 ogledov in 4 všečki. Poglejte, tu so me raztrgali zombiji. Kakšen film, kako trga glave. Kaj pa je to? Punce in Coprnica. Glej, se tudi Anabela poslala poljub. Pa kaj si tako gledal? Glejta, zdaj pa Coprnici izvajali nekakšen urok nad nami. Kakšen urok? Ljubezenskega se mi zdi, ali nekaj podobno groznega. Konec je za mano, šele 12 si star in boš ti mogla delati to, kar hočejo ženske. Kaj zdaj? Hej, ko bi vse lepo, kar so ljudi pozabili in se tako delali, kot da se ni nič zgodilo. Saj tako nimamo šans, da se opremo Coprnijam. Po mojem so Coprnice milijonkrat hujše kot zombiji. 1, 2, 3, 4, smo zombi je pobijali in mesto se čez fino. Punce mi pa rade, da jih peljemo v kino. Tako lahko na meni uporabijo urok, pa saj sem na vse zadnje, še zmeraj eno tok. In tista grozna bila ima 8000 let, pa ne more po prepostega pesma dojeti. Ja, ti pa ljubic tu, da so
čisto nič. Če se nisi mogel premikati, če govoriti nisi mogel. Ja, kakšna fora? Kako je mogoče, da si samo ti videl, kaj se je zgodilo? Sobornica je govorila o motilcih urokov. Kakšnih motilcih? Pogubljeno. Motilci urokov. Max, Ja, pridi sem. kaj pa je? Veš, kaj me zanima? Kdaj bom vedel, da je urok začel delovati? Ko bo zaljubljen, stari. No, saj, kdaj bom pa vedel, da si zaljubljen? Še bolj bo zmeden kot si itak. Jaz nikoli nisem zmeden. Po mojem zaljubljenost čutiš tukaj. Kaj, a v trebuhu? Po mojem te malo zvija. Še samo to? Saj ni samo to. Mislim, da je ta stvar malo bolj kompleksna. Kako to misliš kompleksno? Poslušajte tole, pridite. Motilci urokov so drobni predmeti, ki preprečijo delovanje uroka. Amuleti, slične gate. Enaca, ti nosi slične gate, ne bom. Močeranove zapestnice, posušeni hrčki, modrasovi strupniki, zeleni štumci. Zeleni pa kdo na svetu? Max? Max? Kaj pa je narobe z zelenimi štumki? Kaj narobe z zelenimi štumci? Vse je narobe. A ti jih babica štrika? Nekaj tako drži. Mislim, da urok ni ravno zato deloval, ker sem nosil zelene štumfe. Ampak vseeno, zelena. Nace, raj povej, kakšen vkus ima na beli poljub. Pa cvetačih. Kakšni cvetači? Surovi. Kakšen vkus pa ima surova cvetača? Dovolj pa morate samo ugotoviti. Fanta, pridite sem. Poslušajte tole. Če motilec uroka prepreči urok, ga mora vida poiskati in ga odstraniti. A vsi isto mislimo? Kako uloviti vido? Visokost, nadvila Ciklamija, v čast mi je, da ste me sprejeli. Ja. Zahvaljujem se vam za zaupanje. Ja. Moje skromno mnenje je, da je že skrajni čas za uvedbo plačevanja urokov. Ja. Imam pa tudi nove ideje, na primer. Poseben popust za tiste, ki plačujejo naprej, predplačniški paketi, sezonski popusti, božične ugodnosti. Werner, pridi. Werner, ne govori na pari. Čarovnička Vilinski gremi je soglasno zavrnil vse tvoje predloge. Kako je to mogoče? Želje, ki jih izpolnjujemo, so neprecenljive, kar pomeni, da nimajo cene.
Za neprecenljive stvari pač ne moremo izstaviti računa. Ampak vi ne razumete? Seveda razumem. Werner, zbolel si. Depresija. Veš, v tvojih letih je tudi mene mučila. Ne jemli si tega k srcu. Hitro bo minilo, samo kakšnih 100 let potrpi. Ampak nimam depresije, hočem samo... Že dobro. Pravzaprav sem te klicala zaradi vile Wilburge. Mislim, da je preobremenjena. Iz kontrolnega oddelka so me namreč obvestili, da je spregledala motilca urokov in zato je njen urok zavrnjen. Prosim, pomagaj ji, da popravi napakico. In ne pozabi, Werner, tvoja depresija bo hitro minila. Wilburga! Tukaj sem. Kaj? Ja, tukaj sem, klicali ste me. Tukaj sem. Kaj? Tukaj sem, gospod načarovnik Werner. No, to je že bolje. Želite, gospod načarovnik Werner? No, predraga Wilburga, imava problem. Kakšen problem? Kakšen problem? Kaj? Kakšen problem, gospod načarovnik Werner? Problem, ki se mu reče šlamparija. Kakšna šlamparija? Kakšna šlamparija? Kaj? Kakšna šlamparija, gospod načarovnik Werner? Zavrnjen urok. In to že drugič v 500 letih. Za takšno šlamparijo te lahko doleti odzem licence. Zelo mi je žal, vse bom popravila. Takoj zdajle, samo vilinsko licenco mi pustite. Počakaj, Wilburga, nisva še končala. Brez glavo hočeš nazaj na zemljo, pa sploh ne veš, zakaj je bil urok zavrnjen. Seveda, to je zavrnjen urok. Zakaj zavrnjen? Motilec urokov. Nemogoče! Pa še kako je mogoče? Pojdi nazaj na zemljo, poišči tisti motilec, odstrani ga in natančno upoštevaj pravilnik o varstvu. Se razume, gospod načarovnik Werner? Pa še nekaj, Wilburga. Ja? Tista tvoja šala o Romi Nuli ni bila smešna. Kako pa veste za njo? En izmed fantov te je posnel in posnetek naložil na YouTube. O, grozovita, kakšna nesreča! Wilburga, ti in ta tvoja šlamparija sta največji nesreči. Pa ne samo zate, ampak za veline nasploh. Nehaj že skakati na krog kot kura brez glave in se končno zberi, Wilburga. Sem že zbrana. Niti sanja se ti ne kaj te še čaka, ti vešča trapasa. Striček! Sovražim. Striček, a si že uredil, da ima službo? O, Franceska. Samo še kakšen dan potrpi ljubica, pa bo. Čudovito, striček, moj dragi, čudovito. Samo nekaj me skrbi. Kaj pa, ljubica? Nisem še opravila vilinske mature. Ah, nikar ne skrbi, Franceska. Tvoj striček bo vse uredil. Zlat si, res zlat. Malenkost v primerjavi z nalogami, ki me še čakajo. Kakšnimi nalogami? Poslušaj. Takoj, ko se znebim te trapaste Wilburge, bom imel s pomočjo tebe in ostalih mojih prijateljev večino v velinskem svetu. Ja, in? Odstavili bomo vilo prednico Ciklamijo in njeno mesto bom zasedel jaz. In potem? Potem bom pripeljal svež veter v Vilinje in popravili bomo krivico. Kakšno krivico, stric? Poglej. Božička financira koncern nezdrave mehurčkaste pijače. Miklavža podpira milijarde vernikov. Mi, vile čarovniki, pa še vedno živimo od prostovoljnih prispevkov. Ja, to je pa res krivica. In... Pridi. In zato, moja ljuba nečakinja, je prišel čas,
da se čaranje in izpolnjevanje želja spremeni v donosen biznis. Genialno, Striček, genialno. Glejte, punce, saj sem rekla, da se včasih kakšna reč pač po nesreči. Očitno se tebi tu kam dogosto dogaja. Čutim, da je motilec nekje v bližini. Iščite amulete, počeradove zapestnice, srečne gate. Uj, ja se fantastička že ne pritaknem. Vse mora biti po pravilih. Niti en napaki si ne sme več privoščiti. A je to motilec? Ne, to je 2 meseca star sendvič, odžigal smeti. Pa kaj še? Za Maksijem žene misli pospravljati. Potem na pa vrži za Marco. Glejte to. Umazan zelen štum. Groza, zelen, a je ta ti prizadet. Zelen štum? Kaj kot je vrgu? No kako sem lahko tako neumna, da sem spregledala zelene štumfe? Še dobro, da niso štrikani, ker to bi me gotovo ubilo. Vere jem je prav, prestara sem že za to posel. Kaj? Max nam je blokiral urok, ker je nosil zelene štumfe? Saj ne vem, kaj je bolj grozno. To, da model nosi zelene štumfe, ali to, da urok ne deluje. Kaj pa je se to? Kaj? Ne, česnova zanka! Ojoj, videla sem! Kakšna zanka? Konec je z mano, adijo moja vilinska licenca. Kaj te bomo rešile? Ni šans, reši me lahko samo tisti, ki me je ujel v past ali pa kakšna druga vila. Kako pa deluje ta kazanka? Čisto preprosto. Stropkam česno na tla narišeš krog in če vila stopi van, se prilipi kot ptič na limance. Dajmo, pomagajmo ji. Lecimo jo! Sploh se ne premakne. Kot da je težka 100 ton. To je caparnija! Caparnija lahko premaga samo s caparnijo. Pa daj nekaj se že zmeriti, naj gleka ne greš. Ne bodi tečna, Lečka. Ti pa vtihni, ker si to nesposobno veščo, ti našla. Tole s to cotornico je bila tvoja butasta ideja. Vse smo se strinjali z načrtom, tako da smo vse enako krive. Prav imaš, Nanja, vse smo krive. Ampak zdaj moramo najti rešitev. Kako se že reče? Umiri se, razmisli. Max, nisi vedel, da imaš odvisne. Jaz tudi ne. Kaj, a potem so to ulomilke. Veste, punce, raje vzamljate v banke ali v zlatane. Ker ne verjamem, da boste v Maxevi sobi našli kaj ravnocenega. Vse najboljše, Max? Ja, vse najboljše. A v bistvu ti pripravljamo zabavo presenečenja. Vse najboljše zate, vse najboljše za rojstni dan imam čez 3 mesece. No, saj v bistvu smo ti prišli čestitati za god. Gut, ja. Odločili smo se, da bomo vsem svojim sošolcem pripravili zabavo presenečenja za god. Max, a imaš ti danes res god? Pojma nimam, da imam god. Ampak če si mi prinesli darilo, ga lahko imam tudi danes. Nehajte že, se vemo, zakaj ste tukaj. Ukvarjate se s črno magijo, iščete motilec, ki preprečil delovanje uroka. Črno magijo? Pa kako lahko moje babunske uroke primerjaš s črno magijo? Pa sploh ne vem, zakaj si oboroženi vsem tem česnom. Saj nisem vampirka. Ukaži se zdaj, odpri usta. A je vampirka? Ne. Kaj pa je? Kar je strašni lice. Kaj me briga, pač nekaj cupaš. Ni treba zanikati, ker smo vse lepo posneli. Ja, vem, da ste me posneli. Naslednjič me pa prosim opozorite, da si prej uredim frizuro. Snemam. Kar se pa tiče črne magije, tale česnova pasta črna magija. To dobro vem, kje je moj šef diplomiral iz česnovih urokov. A tvoj šef? Ja, Werner. No, fantje, povejte, odkud vam ta urok? Ja, iz interneta itak. Si nekaj zdelo, Werner. Tvoj šef?
Ja, tole je potaknil na internet, da bi se me lahko znebil. Zakaj pa? Stare zamere. Sicer je pa res bolje, da neham izpolnjevati želje. Itak imate vsega preveč. Vidno se ves čas se samo pritožujete in čakate, da sveča kar sama pade z neba. Sami tako nič ne naredite, popolnoma nič. A lahko nehaš ti na scene, taka si kot moja mama. Pa spustite, no? Ja, fantje, spustimo jo. Vse zato, da pridemo na 32. level. Itak ne rabimo bile. To imaš prav, Nace. Ej, stara, problem je v tem, da mi ne vemo, kako te ne spustimo. A pogugla? Ni treba. Kdo izmed vas pa je naredil vas? Max, jaz sem vse posnel. Max, te roko. Sipet, Dextra, Quarzel. Pomek! Deluja! Pri meni imaš dve želje dobre. Zdaj bi vas za spremembo tudi jasnike prosila. Vidite? Ja, moraš, ne da pa se Vilburga takoj spozna svojo naslednico. Ja. Samo da boš videla, nekaj tisočletij boš izpolnevala želje, nehvaležni in razvajeni mulariji. Že pa boš pridno opravljala svoje delo, boš počasi napredovala, tako kot jaz. Saj ti boš kmalu šef čarovniku in vil. Točno tako, draga Francesca, pridi. Pa kje je zdaj ta nesposobna Vilburga, kaj niti klico sini ne zna? Ojoj, past! Ujet sem! Kaj pa je to? Ne moram se previkati. Au, au! Ne cvili tapa, raj ne reši! Mene je strah! Francesca, zberi se, zdaj pa res ni pravi čas za živčni zlom. Česnova past, to je Vilburgino maslo in še plačala bo. A naj mi bodo požrli? Kdo? Zemljani, a ne? Utihni tapa, ne moram se skoncentrirati, če ves čas tuliš. Kako me že antiolog? Amudi. Vilburga, ljubica, smej se. Rešče cvater prišla, pa se name malo zataknilo. Vidim pa, da je tebi že uspelo. Na tvoje presenečenje, Bernard, a ne? Ne, sploh ne, se vem, kako zelo si sposobna. No, zdaj pa pomagaj še nama. Pomagaj še nama? Kaj? Pomagaj še nama takoj! Nisem slišala. Ne naučuj se z mene, sploh ne veš, s kom imaš opravka. Še predobro vem, Bernard, samo všečnim, zahrbtnim in drugorazrednim čarovnikom. Kako si držaš tako govoriti z mano? Svoje bolne ambicije hočeš doseči s prebavo in spletkami. To niso nobene bolne ambicije, tapa. Jaz sem vizionar. In če me ne bi dve tapa se vile preprečevale, bi se viline že zdavne kopali v bogatstvu. In kaj bi bilo potem? Bogati bi bili tapa. B-O-G-A-T-I. Bogati. Bogati. Če v čarovniški šoli ne bi sedel na ušesih, bi si zapomnil zelo pomembno pravilo. Bogatstvo sanja, dobrota in ljubezen pa osrečujeta. To je pravilo luzerov in nesposobnežev. Svoje cilje bom dosegel zlepa ali zgrda. Sergej, a si posmel? Ja. Poslušaj, ljubi Bernardček, zdaj pa ju bom osvobodila in s Francesco se bosta lepo vrnila v Vilinje. Ja. Vsi bomo pozabili na tale propedljajček. Če seveda nočeš, da tvoje izjave še danes postanejo prva novica na vilinski televiziji. Seveda ne. Potem pa daj roko. Sipet, Dextra, Quarzel,
Umek. Hvala. Še žal ti bo zaradi tega Bilboga. Pridi, Frančeška. Še žal ti bo. Ne pozabi, Werner, imam te na očeh in na uzdejključku. Še žal ti bo. Tudi ti pa dobro uspelo, Bilburga. Ti si super. Je pa res grozno, tale pošet. Ne moreš verjeti. Hej, a si lahko zdaj še fante nekaj zaželimo? Ja, seveda, vi kaj razmislite, jaz imam še manjši glave. Ni treba nič razmišljati. Jaz že vem. Spremeni tele kokoške v zombije. Ja, hej, a si ti malo moten? Jaz, modni, jaz. Kaj pa tvoja ideja, da nas spremenite v zaljubljene zombije? To si Nežika zamislila. Saj je bil samo hec. Hec, ja. Vem, kako je biti zaljubljen. Sem videl pri bratu. 14 dni ni vklopil računalnika. Čisto kaj je sdelalo, vam rečem. A misliš, da je bilo meni smešno, ko ste nas pod njimi klepali? Če ste izzivale. Halo, izzivale? Samo gledali smo vas. No, vsaj izzivalno ste nas gledali. Jaz sem videla, izzivalno sem gledala, kako pada sneg, a si čisto. Ja, Anabela, a si ti že kdaj rekel, da imaš ful lepe oči? Kaj? A moje oči mi zdiš? Hvala, ti si tudi, kako naj rečem. Ja? Nežika, imaš šanske časa? Zakaj pa? Mislil sem, če hočeš, te pridem na sladoled. Ne vem, se moram učiti. Kaj pa jutri? Nežika, urok, deluje! Anabela, a te sme fotkat? Hej, Glej, ful si fotogenična. a res tako misliš? Ja. Peli. No, vsaj zelenih ne nosiš več. Nanja, danes imam menda god in sem si mislil, če si mogoče za, te peljem v kino, če hočeš no. No ja, če imaš god, potem pa lahko. Samo obljubi, da ne boš nikoli več nosil zelenih štufov. Kaj mi pa potem sploh še ostane za zaščito pred vroki? Veš kaj, odloči se že, a hoče z mano v kino, a ne? Ja, saj se mi je zdelo, da bo prišel in hladan, ko se bo treba odpovedati.